Spoštovani izbrani, nikoli ne bomo pristali, da bi se Slovenija odrekla neomejenemu dostopu na odprto morje. Nikoli. Pa naj se o tem dogovorijo vse parlamentarne stranke, vsi predsedniki, vse gibanja, vsa društva. Nikoli ne bomo pristali. Zakaj? Ker smo dolžni to ohraniti. Zaradi naših prednikov, ki so v mnogo težjih pogojih, kot jih imamo mi, si nam izborili dostop na odprto morje, Piranski zaliv, slovensko ozemlje tako, kakršno je 25.6.91 postalo samostojna in neodvisna Republika Slovenija. 500 let nazaj smo imeli Primoža Trubarja, 250 let nazaj Valentina Vodnika, pred 160 leti je bila pomlad narodov, po 160 letih je bila slovenska pomlad. Vmes smo v 20. stoletju morali preživeti velike grozote vseh treh totalitarizmov, nacizma, fašizma in komunizma. Vse smo premagali, da smo zaživeli resnično svobodno življenje. Leta 1991 smo prišli do samostojne in neodvisne države. In danes, kot samostojna in neodvisna država, kot polnopravna članica Evropske unije, kot vodilna članica Evropske unije v tem trenutku, polnopravna članica NATO, nimamo pravice, da prepustimo dele slovenskega ozemlja in morja tuji državi. Zato pozivam slovenski parlament, poslance, ki bodo sedaj odločali, tako kot je tukaj navedeno, podprite sklep. Pri določanju državne meje z Republiko Hrvaško se nihče v imenu Slovenije nima pravice z nikomer pogajati o ozemlju in morju, ki je bilo 25.6.91 nesporno slovensko, niti to ne more biti predmet mednarodne arbitraže ali razsojanja mednarodnega sodišča. Poglejte, tu so zapisani vseh 90 poslancev. Pred nekaterimi je že navedeno za. Nikomur še nismo navedli proti, ker smo rekli, naj se vsak sam opredeli. Tisti, ki so bili za in so danes prihajali, so šli mimo odra in so bili veseli, da smo zalepili znak za. Tisti, ki so bili proti, so si v velikem loku izognili temu odru. Ampak želimo biti korektni. Počakali bomo, ne bomo danes dajali nobene končne sodbe. Kdor ve izmed vas še za koga, za njegovo stališče do tega vprašanja, za ali proti, lahko še sedaj dodamo ta imena. V naslednjem tednu bomo izpopolnili celotni ta spisek, da bodo tudi naši vnuki, sinovi in vnuki videli in vedeli, kdo je v odločilnem času se boril za in kdo je naredil proti. Takrat, ko bi morali biti za. In še nekaj. Zavod 25. junij ima pozitiven odnos do Hrvaške. Mi podpiramo vstop Hrvaške v Evropsko unijo. Mi verjamemo, da je vstop Hrvaške v Evropsko unijo v interesu Slovenije, Hrvaške, Slovencev, Hrvatov in Evropejcev. Ne bomo pa pristali na to, da se nam jemlje slovensko ozemlje in morje. Torej, zato, da pride v Evropsko unijo, se mora umakniti iz okupiranih delov slovenskega ozemlja in morja. Zakaj smo navedli za pravično mejo, ko smo govorili o današnjem shodu? Zato, ker samo pravična meja pomeni spoštovanje med dvema državama. Samo spoštovanje pa je osnova za to, da lahko gradiš dolgotrajno, dobro sodelovanje in prijateljstvo. Ne moreš govoriti o prijateljstvu, hkrati pa drugi državi jemlješ neomejen dostop na odprto morje. To pomeni, ne da hočeš narediti soseda prijatelja, ampak hlapca. Mi pa nočemo biti hlapci, mi hočemo biti prijatelji, tako Hrvatom kot vsem, to smo dokazali, imamo pozitivne želje, pozitiven odnos, tudi do Hrvaške, do vseh, ampak če bo potrebno,
in tu vas pozivam vse, bomo zbrali potrebno število podpisov, če se Hrvaška ne umakne z okupiranega dela slovenskega ozemlja in morja in če bo hotela onemogočati neomejen dostop na odprto morje, da razpišemo referendum o vstopu Hrvaške v Evropsko unijo. Zdaj pa dovolite, da še enkrat poudarim, danes smo tu različni. Organizator je Zavod 25. junij. Veseli smo, da so se nam pridružili tu številna gibanja, predstavniki različnih političnih strank. Mi jih nismo posebej vabili. Če želi še kdo od katerih političnih strank, posebej izmed parlamentarnih strank, se pravi, vsi imajo odprto možnost, da spregovorijo in predstavijo svoja stališča. Želimo poudariti, da podpiramo številna pozitivna stališča sedanje vlade, prejšnjih vlad, številnih ministrov, mnogih, ki so veliko naredili v osamosvojitvi in kasneje. Ta shod ni naperjen ne proti vladi, ne proti opoziciji, proti nobeni stranki. To je shod za pravično mejo s Hrvaško, za ohranitev slovenskega ozemlja in morja. Zdaj vas pa vse povabim, da ta protest pokažemo še pred hrvaško ambasado tukaj ob Karlovškem mostu. Tu bosta prišla 2 avtobusa, pa prosim, da se pridemo pred hrvaško ambasado. Prihodnji četrtek ob 16. uri pa ste vsi povabljeni k gospodu Jošku Jorasu in gospe Ani, da jim pomagamo, da uredijo to, kar je razsodilo tudi Piransko sodišče, da jim umaknemo te cvetlične lonce, da jim omogočimo normalno in dostojno življenje na slovenskem ozemlju na levem bregu Dragonje. Povabite tudi vse prijatelje. Hvala. Stranka slovenskega naroda za celovito Slovenijo. Bomo šli dol, ne?